Pohorski bataljon so sestavljali moški in ženske, fantje in dekleta iz Savinjske in Šaleške doline in borci ruške čete. Po prihodu na Pohorje leta 1942 so bili neprestano v akcijah in na pohodih. V noči na 9. oktober so na primer požgali Senjorjev dom, Hutarjevo vilo, kočo na Pungartu in druge koče, da jih ne bi zasedli Nemci za svoje postojanke. Napadli so tudi orožniško postajo v Oplotnici in tam priredili partizanski miting. Nemci, ki so iskali postojanke pohorskega bataljona tudi z javnimi pozivi, so partizane imenovali banditi, raztrganci. Bataljon so izdali gozdni delavci. V nekaj več kot 2 urah je v akciji padlo 69 borcev bataljona. Na okupatorjevi strani je bilo, izvemo, 19 mrtvih in 31 ranjenih. Sama razstava je razdeljena v 5 tematskih sklopov in sicer v prvem tematskem sklopu smo na kratko prikazali delovanje pohorske čete leta 1941, v drugem tematskem sklopu smo prikazali delovanje čet, ki so se združile v pohorski bataljon, malo več poudarka je tukaj na ruški četi. Tretji del razstave same, ki je seveda konceptualno najširši, pa je prikazano delovanje pohorskega bataljona. Seveda v 4. tematskem sklopu smo prikazali, da se upor, kljub temu, da so Nemci uničili pohorski bataljon 8. januarja 1943. leta, da se je upor ponovno porodil že spomladi leta 1943, ko je bil tukaj na Pohorju ustanovljen drugi pohorski bataljon, ki postopoma preraste v pohorski odred. Celotna razstava pa je potem se nekako zaključi z 5. tematskim sklopom, kjer prikažemo padle borce pohorskega bataljona. V minulih 60 letih od ustanovitve Muzeja narodne osvoboditve Maribor se je zvrstilo že precej razstav na temo Pohorski bataljon. Ena stalna je na Osankarici, zadnja v parku z lastnim gradivom iz arhiva in fototeke pa je bila postavljena tudi z mislijo na osnovno in srednje šolce. Zanimanje za drugo svetovno vojno se zadnja leta zelo veča. Mladi so zelo zainteresirani za to področje zgodovine, tudi šole veliko prihajajo konkretno zaradi teh razstav, torej prva in druga svetovna vojna. V teh letih seveda praznujemo tudi številne okrogle obletnice povezane z obema svetovnima vojnama in prav letos o 75. obletnici padca pohorskega bataljona smo se odločili, da bomo ponovno spregovorili o tej temi, od patriotizma, poguma, svobode, človekovih pravic, pač vsa ta vprašanja, s katerimi se v muzeju v zadnjih letih veliko ukvarjamo. Na razstavi v nas zrejo obrazi borcev pohorskega bataljona. Presunljive so nemške fotografije že padlega bataljona v snegu pri 3 žebljih. Med njimi tudi veterana Soške fronte in majstrovega borca Alfonza Šarha in njegovih 3 sinov, Lojska, Pepčka in najmlajšega, 13-letnega Vančka. Prebrati je mogoče nemške razglase in poročila, tudi tisto o koncu akcije, ki je na nemški strani zajemala okoli 2000 mož. Himmler ga je poslal Hitlerju. Razstava o bataljonu sodi med drevesa v naravo. Prostor enak tistemu, kjer so se pred 75 leti odvijali tragični trenutki. Odprta pa je vse dni v tednu 24 ur. Te dni, ko je zapadel sneg, lahko obiskovalci podoživijo slavni, a tragični del zgodovine še posebej doživeto in se v iskrivosti snega in ob soju baterijskih lučk tiho poklonijo pohorskemu bataljonu.